Na Ljudski univerzi Postojna smo v povečanem obsegu pričeli z zeleno preobrazbo po letu 2014, ko nas je prizadela v bistvu celotno notranjsko-kraško regijo, sedaj primorsko-notranjsko regijo, ledena ujma, ki je dejansko v 14 dneh precej spremenila podobo pokrajine, kot tudi razmišljanje o naravi nas samih. Tako da takrat smo v sklopu tedna vseživljenjskega učenja, ki se je takrat v 2014 odvijal v poletnih mesecih, smo v sklopu parade učenja pripravili okroglo mizo Učeča se družba v skrbi za naravo in pa izredno zanimivo fotografsko razstavo, kjer so bili v bistvu lokalni fotografi, so predstavili dogodke v januarju 2014. Potem dejansko po paradi učenja, ki smo jo obarvali z ledeno ujmo, smo vsako leto vedno poskušali umestiti ozaveščanje o zelenem oziroma kako bi dodali neko vseživljenjskost zeleni preobrazbi, ker dejansko mi vsakeč, ko smo šli skozi Postojno ali pa skozi pač našo regijo, nas je še leta, še danes, dobro, zdaj se je stanje precej stabiliziralo, opominjalo na to ledeno ujmo. Tlele bližnji hrib Sovič je bil kot, ne vem, so dejansko bile, izgledalo kot sulice, ki štrlijo ven. Tako da smo ljudem ponujali različne delavnice, različna izobraževanja in jih hkrati, tako bom rekla, za vse generacije, od najmlajših do mladostnikov in potem tudi do naših upokojenk, Univerze za tretje življenjsko obdobje, smo razvijali različne programe, delavnice v posameznih sklopih, recimo lahko izpostavim ta vrtičkarski abonma, ki smo imeli 6 delavnic, kjer je bila predstavitev različnih oblik samooskrbe, predvsem pa avtohtonih zelišč, rastlin, kako se to uporablja, kako se dejansko preživi znotraj lokalnega okolja, bom rekla, kako nakloniš eno dodano vrednost svojemu zdravju. No, skozi ta vrtičkarski abonma smo potem v sklopu projektov lokalne akcijske skupine med Nanosom in Snežnikom smo se prijavili na projekt Užitni in čutni parki. Tako da smo dejansko potem v letu 2017-2018 pričeli s tem projektom. Ko se je ta projekt Užitni in čutni park zaključil, smo potem z vsemi nadaljnjimi projekti vedno kot vsebino vključevali tudi dejavnost na Užitnem in čutnem parku. Znanje o sonaravnem bivanju, o zeleni prihodnosti želimo v naši krajevni skupnosti čim bolj razširiti, ga narediti čim bolj dostopnega. Zato smo posebne programe s to tematiko s podporo občine Postojna pripravili tudi za krajevne skupnosti, tako da smo prisotni tudi v vaških okoljih. Odziv je bil dokaj dober, dokaj poudarjam zato, ker smo v našem okolju vajeni, da se nova znanja, neki novi pristopi pri posameznikih počasi sidrajo v njihov vsakdan, v njihovo zavest. Ampak potem, ko spoznajo, da so programi dobri, kakovostni, uporabni, se navdušenje širi in slušateljev je vedno več, tako da verjamemo, da je tudi to pač proces, ki bo kar nekaj časa trajal, ampak glede na izkušnje vemo, da bomo dosegli tudi ta cilj in posameznike ozavestili o pomenu ekološkega pogleda. No, zdaj, ko se govori o zeleni preobrazbi, je treba dostikrat tudi se zavedati, da rabimo tudi zeleno izobrazbo, in zaradi tega smo tudi nekako te izobraževanja v tem letu nekako tudi šli v to smer, da se je v bistvu šlo v smeri izobraževanja ljudi o tistih elementarnih kmetijskih dejavnostih. Se pravi, dostikrat se pač reče, da stopite en korak naprej, morate najprej stopiti 2 koraka nazaj. Tako da smo tudi tukaj v bistvu začeli z takimi osnovnimi izobraževanji. Začeli smo z osnovami semenarstva, namreč v tem času je kar popularna že izmenjava semen, ampak dejansko nekako pa nastane problem, ker ljudje, ko se izmenjujeta semena, dejansko niti
ne upošteva kakšnih tistih strokovnih načel pridelave semen, ne. Se pravi, ne upošteva razdalji, ki preprečujejo križanje, potem tudi ne upoštevajo kakšnih drugih zakonitosti. Zaradi tega smo v bistvu v sklopu tega izobraževanja tudi nekako dali poudarke ravno na ta način, da bodo ljudje, tudi če zdaj pridelujejo lastne semena rastlin, nekako mogoče pridelali boljša semena in mogoče se zna zgoditi, da bo tudi iz tega nastala tudi kakšna lokalna sorta, za katere pa vemo, da so tudi dostikrat bolj prilagojene na lokalno klimo in tudi na bolezni. No, druga taka delavnica je bila tudi delavnica o koristnih plateh plevelov. Zdaj že spet tukaj dostikrat pač uveljavljen koncept plevelov je to, da se jih pač preprosto more samo odstraniti iz njivskih površin oziroma vrtičkov. Dostikrat se pa pozablja na to, da se jih lahko uporabi še na različne načine. Ali kot popolnoma kot začimba, ali kot zdravilna rastlina, ali pa to tudi mogoče pripomoček za kompostiranje, ker pač pleveli tudi vsebujejo dosti snovi, ki nekako vnašajo oziroma pospešujejo oziroma obogatijo kompost in te tematike so bile tudi pač izpostavljene na tej delavnici. No, naslednja delavnica podobna tej, samo malce bolj razširjena, je bila pa etnobotanični sprehod, v katerem smo pa nekako preko sprehoda spoznavali različne koristne rastline, ki se nahajajo v okolici. Namreč moramo se zavedati, da pač Slovenija je biotsko zelo pestra in tudi zaradi tega, ker nismo imeli veliko časa intenzivnega kmetijstva, je tudi ostalo kar veliko takih ekstenzivnih površin, kjer še vedno najdemo veliko travniških rastlin, ki so jih tudi včasih, pa tudi danes uporabljamo v zdravilne in pa prehrambene namene. No in v osnovi v tem sprehodu smo tudi obdelali nekatere rastline, ki so rastle v tistem času. No pa zadnja delavnica, ki je nekako bila opredeljena v letošnjem letu, je bila pa delavnica na tematiko cepljenja sadnega drevja. Zdaj, pač tukaj smo imeli poletno cepljenje, zaradi tega, ker pač spomladanskega zaradi epidemioloških razmer pač ni bilo možno izvesti. In v tej delavnici smo dejansko tudi udeležence poučili na to, kako se pripravi cepič in pa tudi kako se primerno cepi rastlino, da se bo pač cepič prijel in tudi potem dali nekatere napotke, kako je treba s tako rastlino delovati v nadaljnjih letih. Veseli smo, da je v našem okolju veliko strokovnjakov, navdušencev nad ekološkim pogledom na svet. Z njimi zelo radi sodelujemo in nam tako pomagajo širiti to znanje po naši skupnosti. S projektom izobraževanja v sonaravni živinoreji in okolju smo pa nekako v letošnjem letu zaključili celoto delovanja na Užitnem in Čutnem parku v kontekstu, da smo poleg Kmetijsko-gozdarske zbornice vključili tudi 5 kmetij, lokalnih kmetij, kjer z ekološko predelavo ozaveščajo prebivalce, lokalno prebivalstvo, in ki smo jim tudi na obliki demonstracij prikazali tudi na našem Užitnem in Čutnem parku, kjer smo imeli zaključno prireditev s 3, bom rekla, ekološko usmerjenimi delavnicami. No, v sklopu projekta, v sklopu zaključne prireditve smo imeli pa tudi na lokaciji Užitnih in Čutnih parkov tudi 3 delavnice, ki so bile ravno tako vezane na zeleno preobrazbo. Prva delavnica je bila na tematiko kompostiranja, namreč kompostiranje nekako predstavlja eno temelj ekološke pridelave, namreč tukaj tudi hranilne snovi krožijo in sicer pač iz teh vrtnih odpadkov se lahko učinkovito naredi tudi kompost in ta kompost se potem uporabi tudi kot gnojilo in na tak način tudi ta hranila krožijo, kar je v bistvu tudi temelj ekološkega kmetijstva oziroma ekološke pridelave vrtnin.
No, druga delavnica je bila izdelava hidrolatov, namreč zdravilne rastline, ki jih najdemo, se lahko pač predelati na različne načine. Ena izmed teh opcij, ki se jo lahko uporabi pri predelavi zdravilnih rastlin, je tudi izdelava hidrolatov. In tukaj nam je tudi gospa, ki se s tem ukvarja že vrsto let, tudi to obširno predstavlja. No, tretja delavnica pa bila pa bolj kulinarične narave in je bila nekako tudi nadgradnja tisti delavnici, ki smo jo imeli že v poletnem času, se pravi koristne plati plevelov. Namreč tukaj nam je pač kuhajski mojster nekako predstavil, kakšne jedi se lahko pripravi iz lokalne hrane, ki jo pač najdemo na vrtu. Torej, s takimi drobci želimo v našem lokalnem okolju ponuditi neke informacije, neke nasvete, spoznanja, kako lahko z drobnimi koraki navdihujemo za prijaznejše sobivanje z naravo. No, tudi izven samih programov za krajevne skupnosti izvajamo podobne dejavnosti. Oblikovali smo na primer zeleni abonma, ki združuje niz raznolikih delavnic z ekološko tematiko. Tako smo izdelovali torbo poguma iz odrabljenih PVC vrečk, smo izdelali nov material in iz tega potem naredili torbe. Naučili smo se izdelati naravne tempera barve, ki jih lahko naredimo v domači kuhinji iz zelišč in začimb. Naučili smo se oblikovati mini zeliščne vrtove. Spoznali smo, kako lahko naredimo zdrav obrok iz plodov, sadežev, ki nam jih v neposredni bližini nudi narava sama. Skozi ekološke kreativne delavnice smo spoznavali, kako lahko oblikujemo dekorativne izdelke iz materialov, ki jih lahko najdemo v bližnjem gozdu in potem s tem okrasimo svoj dom. Seveda vedno v spoštovanju same narave, ker to nabiralništvo lahko hitro preseže neke zdrave meje, tako da ne gre samo za to praktično izvedbo, ampak hkrati tudi za vzgojo, ozaveščanje o pravi meri. Izobraževanje odraslih se dejansko res ukvarjamo z različnimi stvarmi. Lahko se vključimo v različne projekte različnih ministrstev. Tako da smo, nekako bi lahko rekla, razpršeni po posameznih področjih. Definitivno je pa smiselno, kar poskušamo tudi pri nas v naši občini, v naših, recimo bom izpostavila tudi regijsko, ostale občine v Primorsko-notranjski regiji, vzpostaviti nek zeleni program, zeleno obarvan program, kjer bi ljudi ne samo ozaveščali, ampak jih tudi praktično usmerjali v zeleno. Izhajati moramo tudi iz tega, da ljudi ne bomo spremenili čez noč. Njihovo razmišljanje o zelenem prav gotovo se ne bo zgodilo od danes na jutri. Zato je tukaj potrebno postopoma. Ampak res, zdaj imamo 2 krajevni skupnosti, potem imamo 3, drugo leto upam, da bomo imeli že vseh 10. Zdaj mi podporo občine Postojna imamo zelo veliko, vse je odvisno od programa, ki ga pripravimo. Nimamo pač večletnega financiranja s strani našega ustanovitelja, je pa oblikovan program tako, da ga nadgrajujemo. Bolj, ko si agresiven, na več razpisih se lahko prijavljaš. Zdaj, kaj je prioriteta nas izobraževalcev odraslih? Tudi tu je treba gledati. Ker nas je vseeno, nas ni 50, nas je, take poprečna ljudskih univerza, izobraževanje odraslih nas je med 10 in 12, ali pa med 10 in 20. Je pa ta tisti izziv, kako bi pa tu se mi umestili v različne, bom rekla, resolucije ali pa programe. Zdaj je recimo idealna priložnost, ko se pripravlja ta operativni program za to finančno perspektivo, da se ljudske dodatno prepozna v teh vsebinah, da smo res neko sodobno izobraževalno središče za vse ciljne skupine.